Кралица Хатшепсут была пятый фараон 18-й египтянской династии. Нено по египтянску помение първа върсти племенитый госпа. Хатшепсут урадно владала скупая с Тутмозисом III, ки заседал престол като трок, а пак вся власть была в нейных руках. По мнению згодовинарев, была Хатшепсут знана tudi kot prva velika ženska v zgodovini, o kateri mi vemo. Хатшепсут была ena izmed najbolj plodovitih gradbenikov v starem Egiptu in osrednja točka je bila njena grobnica, ki je bila zgrajena v dolini Del el-Bahri. Grobnica je vklesana v steni in stoji na vrhu serije teras, ki so bili nekoč obrasli z bujnimi vrtovi in bazeni. Po cesti, ki vodi v grobnico, so postavljene obarvane sfingi z glavo kraljice Hатшепсут. Стенска пусликава в гробнице разлагал нейны повязаве светом богов. Ще един измед нейных великих успехов je Хатшепсутина игла, знан tudi kot granitni obelisk. To je granitni kanjon, kjer so bili izdelani največ egipčanskih obeliskov. Eden izmed njih ni bil dokončan. Tale monolit bi lahko bil največji na svetu, ampak delo je bilo ustavljeno, ker je monolit počil. Znanstveniki poskušajo ugotoviti, s kakšnimi orodjami so izrezovali monolitni bloki iz skale v teh časih. In najbolj znana verzija je, da so uporabljali krogle, narejene iz bolje trdega minerala. In če biti ob skalo močno in dolga, je to po mnenju znanstvenikov omogočilo uspešen izrez kamna. Obelisk je bil monolit narejen iz enega samega kosa granita, s 4 stranicami, stančen proti vrhu, ker je bil okronan s piramido, ki je bila privlečena z zlatom. Predstavljal naj bi okameneli sončni žarek in označeval svetlobo, ki je prihajala od Boga. Na trupu obeliska so bili zapisani hieroglifi s raznimi mislimi in dejanji iz življenja faraonov. Še ena skrivnost egipčanskih arhitektov in inženirjev je, kako so takšne monolite postavljali na želenem mestu.